Danes v Pomurskem dnevniku. Stanje v termah. Ris dvorec Rakičan. Vreme, jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Turistični boni so v veliki meri doprinesli k polni zasedenosti term med prvomajskimi prazniki. V juliju je bilo na to občutiti nekolikšen upad obiska, zdaj pa se stanje ponovno izboljšuje. Kar je bolj zaskrbljujoče kot samo obiskanost term, pa je dejstvo, da se že nekaj časa srečujejo s pomanjkanjem kadra, zdaj pa tudi z enormnimi podražitvami. Elektrika je namreč tudi do 5-krat dražja. Če je v prvomajskih praznikih veljalo, da so terme polno zasedene, se je v mesecu juliju to nekoliko spremenilo. Konec turističnih bonov je namreč za večino term pomenilo tudi nekolikšen upad obiska ter posledično več prostih kapacitet. Zdaj, če primerjamo lansko leto, ko so bili boni, pa letošnje, potem je tukaj razlika. Potem je letošnja sezona manj obiskana, pravzaprav kopališče manj obiskano, pa tudi kapacitete niso tako polne, kot so bile lansko leto. Sedaj v mesecu juliju je obisk nekoliko upadel v primerjavi z lanskim letom, ravno zaradi tega, ker so boni že izkoriščeni. Spremenil pa se je tudi način rezervacij. Zaradi negotovosti si zdaj počitnice rezerviramo skorajda v zadnjem trenutku. Smo občutili neko razliko, ni več bilo toliko povpraševanj, predvsem ni bilo več toliko rezervacij na dolgi rok, ampak so bile krajše rezervacije. Turistični boni so torej ključno prispevali k reševanju turizma po koronski krizi. Se pa kljub temu, da bonov zdaj več ni, stanje nekoliko izboljšuje. Terme tako trenutno beležijo okrog 80% zasedenost. V hotelskem delu imamo prostih nekje 20% kapacitet trenutno, povpraševanje so več ali manj v zadnjem hipu, tako da se kapacitete relativno hitro polnijo. Ponekod se številke približujejo tudi tistim, ki so bile v času pred korono. Lahko povem, da smo spet na enakih številu zasedenosti kot pred koronske krize, torej leta 2019. Nekje smo čez 85% zasedeni, trenutno nimamo ene proste sobe, kar je zelo dobro. Dobra zasedenost v termah pa vseeno ne more rešiti nekaterih težav, s katerimi se trenutno soočajo. Računi za elektriko so namreč tudi do 5-krat višji, kar znese pri podjetjih, kot so terme, tudi po nekaj 100.000 evrov. Recimo, mi smo v lanskem letu plačali 203.000 evrov za elektriko brez DDV-ja, letos bomo plačali 816.000 evrov. Pomeni 600.000 evrov več. Stroški obratovanja se višajo iz dneva v dan in to so lahko kar usodne posledice za marsikaterega turističnega ponudnika. Ja, v bistvu vse cene nujnih potreb so se dvignile, tako da ja, čutimo v bistvu razliko tudi sami kot podjetje, tudi nam so se stroški dvignili. Poleg enormnih podražitev pa se turistično-gostinska panoga že nekaj časa srečuje tudi s pomanjkanjem kadra. Mislim, da smo vsi gostinci, turistični ponudniki trenutno precej natesno s kadrom, trudimo se po najboljših močeh ponuditi našim gostom to, kar si pri nas zaslužijo dobiti. Poletna sezona, ki je trenutno na vrhuncu, je tako v termah zadovoljiva. Kaj bo prinesla jesen, nadaljne podražitve in morda tudi ponovna korona kriza, pa je zaenkrat težko napovedati. Raziskovalno-izobraževalno središče Dvorec Rakičan ponuja številna doživetja, prenočišča, programe, otroško zabavo ter večgeneracijsko povezovanje. Več o tem, kaj ponujajo v poletnih mesecih, pa nam bo zaupal Robert Celec, direktor Ris Dvorec Rakičan. Lepo pozdravljeni. Na katere aktivnosti pa se torej osredotočate v poletnih mesecih? Ja, v poletnih mesecih je treba povedati, da kar se tiče gostinskih storitev, imamo praktično vsako soboto poroko. Sedaj v mesecu avgustu celo petek in soboto. Tako da imamo na tem področju res veliko dela. Popraševanja imamo tudi že za naslednje leto, skratka, že imamo velik del naših kapacitet zakupljenih tudi v naslednjem letu. Seveda še nekaj prostora se najde. Mi imamo v letošnjem letu novost in to je ta, da smo na dvorišču Dvorca Rakičan postavili tudi en res lep in ličen
šotor, ne šotor, kot si ga mogoče predstavlja kdo z kovinskimi nosilci in tako naprej, ampak z naravnih materialov, z lesenimi palicami, tako da izgleda kot beduinski šotor, v katerem seveda imamo tekom poletja tudi številne sprejeme, dogodke in tako naprej. In tudi poroke se lahko odvijajo potem ali v naši grajski dvorani ali pa potem zunaj na dvorišču in se potem vključi ta naš nov šotor, ki smo ga najprej najeli, sedaj smo ga pa tudi kupili novega in ga bomo imeli tudi stalno postavljena od nekje aprila do oktobra vsako leto. In to je potem tista, kar se tiče gostinskega dela. Imamo seveda tudi počitniške tabore, ki jih izvajam skozi celo poletje, tudi če v avgustu jih bomo, tako da še nekaj prostora je tudi v avgustu za kakšne morebitne prijave. Se bi še dalo najti na določenih programih, seveda žal ne na konjskih, tako da vsi tisti, ki niso se uspeli prijaviti na programe za konji, jim toplo priporočam, da takoj februarja naslednje leto, ko bomo razpisali, se takoj prijavijo, kaj ti so res takoj razprodani, zato ker je pač imamo omejeno število konj in konji poleti tudi ne smejo delati več kot določeno število ur zaradi vročine, zaradi vsega tega in je pač tam res stroga omejitev in tega se tudi držimo, kajti ne želimo, da bi naši konji delali več, kakor so sami v tem poletnem času sposobni. Kaj pa torej vsebujejo ti počitniški tabori? Omenili ste tabor s konji, kakšne še pripravljate? Imamo 3 različne tabore. Imamo tabore s konji, tako imenovane tako dnevne, se pravi, da se lahko otroci pridružijo zjutraj in potem jih popoldne starši odpeljejo domov ali pa kdorkoli drug. Ali pa tedenske, se pravi tisti, ki tudi prespijo pri nas. Se pravi, so pri nas od nedelje do petka. Imamo 3 različne vsebine, se pravi že omenjeni konjski tabor, potem angleške počitnice, se pravi na počitnicah, kjer se otroci tudi učijo angleškega jezika in pa kreativne počitnice, kjer otroci slikajo. Se pravi, v glavnem je poudarek na slikanju, na risanju, na nekih spodbujanju teh umetniških talentov. Tako da vsi naši 3 tabori so seveda zelo atraktivni in se trudimo vsako leto narediti tudi kaj novega, kaj drugačnega. Je pa res, da recimo ne smejo tisti, ki pošljajo otroke na angleški tabor, k nam za teden ni pričakovati, da bo pa zdaj otrok naredil preboj v enem tednu na področju angleščine. To je pač samo za neko obogatitev programa ali samo za neko utrjevanje angleščine. Delamo seveda na tem, da imamo vedno tudi čim več konverzacije oziroma čim več pogovora v angleškem jeziku, da otroci seveda utrjujejo angleški jezik. To so te naše počitniške dejavnosti. V tem trenutku imamo tudi 2 tedna goste iz Nemčije. Vsako leto pridejo iz Berlina, Dresdna, mladi otroci in potem preživljajo 2 tedna pri nas v dvorcu Rakičan. Seveda se pa poleti mi v največji meri pripravljamo na jesen, ki je za nas, kar se tiče izvajanja storitev, vedno najbolj zahtevna. Največji del spektra dejavnosti izvajamo v jesenskem delu. Kaj pa torej prihaja jeseni? Mi smo zelo vpeti v svetovno prvenstvo v bolonarstvu. Kot verjetno veste, bo to potekalo v sredini septembra. In 3 točke so glavne, kar se tiče Murska Sobota, to je področje Expana, letališča in pa dvorca Rakičan. V dvorcu Rakičan bodo ekipe imele svoj sedež, tu bodo tudi dnevni briefingi, mi bomo tudi vsako jutro pripravili zajtrke za vse tekmovalce in teh je 800, tako da to ni tako majhen zalogaj. Tako da in pa seveda tudi prve 3 dni bomo nudili naše gostinske storitve na Expanu, tako da bomo tam imeli tudi šotor, tam se bo veliko dogajalo, tudi bo tako imenovana Godba Fest, prvi dan, potem tvoritev in pa še seveda tista nedelja, ki mislim, da bo tudi privabila veliko obiskovalcev na samo področje Expana, kjer bo nekako tudi največ dogajanja, kar se tiče samih izletov in pa spuščanj z balonov. Tako da
Potem pa seveda sledi oktober in Noč čarovnic, kjer se seveda mi pripravljamo na sam dogodek, ki bo tudi letošnje leto 3-dneven. Uvajamo številne novosti, med drugim to, da bomo imeli plačevanje za karticami, se pravi, med drugim to vsak gost bo lahko kupil kartico in si naložil dobroimetje in potem si dobroimetje lahko potem tudi vrne, ne. Ampak plačevanje, ne vem, pijače, hrane in tako bo potekalo bistveno hitreje, ne bo več toliko zamaškov oziroma neke gužve pri šankih. Potem delamo na tem, da tudi do pristopu ne bo prihajalo do teh gneč, da bomo imeli več točk, ki se bodo lahko obiskovalci pridružili na sami prireditvi. Seveda stremimo tudi k temu, da bi imeli povratno embalažo na sami prireditvi, tudi v smislu, da gremo v ekološko sprejemljivejše rešitve. Veliko je takšnih organizacijskih zadev, ki jih sedaj moramo pripravljati, seveda ob tem dejstvu, da že imamo tako bende vse rezervirane, da se že več ali manj program ve, kakšen bo, da se samo še določeni detajli popravljajo oziroma korigirajo, da bomo potem res ta prireditev letošnje leto še en korak naprej, kar se tiče organizacije. Seveda si vsi želimo in upamo, da nas ne bo pri tem COVID kakorkoli oviral, vendar jaz upam in kako sedaj kažejo trendi, da kakšnega zapiranja več ne bo, da bomo pač morali določene ukrepe upoštevati in da se bodo prireditve normalno izvajale tudi v jesenskem času. Poleg teh stvari, ki sem vam omenil, mi smo postali zelo, in to smo zelo veseli in počaščeni, zelo privlačni za podjetja v našem lokalnem okolju, ki organizirajo ali piknike na nivoju kolektiva ali dogodke na nivoju podjetja, kjer želi podjetje se predstaviti svojim kupcem. Kar nekaj teh dogodkov imamo na našem dvorišču. Dvorišče res omogoča enkraten prostor, ki se lahko tudi zapre za določene individualne ali pa določene skupinske dogodke. Mimogrede bi rad omenil, da smo v zaključni fazi tudi izvedbe fasade, ki bo dvorec Rakičan tudi polepšal, predvsem iz zunanje strani, to je severna in pa vzhodna stran, tako da bo dvorec že tam po 15. avgustu dobil, kar se tiče zunanjosti, res čisto drugačno podobo. Govorim seveda o vzhodu in pa severu. Za vse ostale dele se seveda mi potegujemo na različne razpise. Upamo na najboljše in da bomo tudi v prihodnje lahko držali ta tempo vzdrževanja dvorca Rakičan in pa seveda tudi konjiškega centra, kajti tudi tam imamo smele ideje, kako in kaj naprej, kako razvijati konjiški center, da bi ostal del zgodbe dvorca Rakičan in okolice, ampak da bi konji več ne bili v samem dvorcu Rakičan, ampak v neposredni bližini na travniku, da bi to postala tudi prav posebna turistična atrakcija, zanimivo za vse obiskovalce, predvsem v smislu trajnostnega turizma, da bodo lahko obiskovalci prišli, si pogledali konje, se tam spočili, bila bi neka kolesarska pohodniška točka. Skratka, ogromno vsega se pri nas dogaja na področju projektov, na področju različnih idej. Pred nami je tudi nova finančna perspektiva. Imamo že smele ideje za nove projekte, za nove izzive, ki nas čakajo v prihodnosti, tako da verjamem, da bo dvorec Rakičan še naprej presenečal z vsemi svojimi programi, da bo še naprej ena svetla točka našega turizma v Pomurju, seveda daleč od tega, da bi si mi mislili, da smo mi edini kot svetla točka. Teh svetlih točk je čedalje več v Pomurju in to nas zelo veseli in vsemi turističnimi ponudniki tudi zelo radi in z veseljem sodelujemo. Seveda si pa, tako kot vsi skupaj, želimo še več povezovanja, kajti z povezovanjem smo potem tudi uspešnejši, lahko prodremo tudi na druge trge. V prihodnosti si bi recimo želeli, da tudi obogatimo naš program v zimskem času.
recimo z kakšnimi okrasitvami in tako naprej. Vse pač naenkrat ne gre, tudi ne z finančnega vidika. Poskušamo najti rešitve, da bi bil dvorec Rakičan tudi v zimskem času atraktiven za vse obiskovalce. Kajti dejstvo je, ko pride polnoč čarovnic, se pri nas eno takšno malo zatišje do spomladi. Sedaj se veliko gostov obrne pri nas, veliko obiskovalcev pride k nam, tudi sobe so več ali manj zasedene v poletnem oziroma v sezonskem času. Bi pa radi to sezono podaljšali, spremenili, naredili pač dvorec atraktivnejši za obiskovalce tudi v zimskem času. Tudi zato bomo v eni izmed projektov smo tudi integrirali oziroma pripravili projekt grajskega wellnessa. Se pravi, da bi vsi, tako naši gostje, ki pri nas spijo, kot tudi zunanji, imeli možnost uporabljati wellness v gradu, v dvorcu. Menimo, da bi to bila seveda dodana vrednost našemu dvorcu, seveda v smislu, da bi tudi podaljšali sezono in nudili določene dodatne storitve vsem našim obiskovalcem. Kdaj pa se potem lahko morda pričakuje izvedba tega wellnessa, pa tudi obnova konjeniškega centra? To so vse projekti, ki so dolgoročne oziroma srednjeročne narave, recimo 2025, 2026, to prej zagotovo ne bo, če bomo seveda projekt dobili odobren. Če ga pa ne bomo dobili zdaj, ga bomo pa zagotovo po delih ali pa v celoti kandidirali na kakšne druge programe. Nova finančna perspektiva je tu pred nami in seveda ne bomo puške vrgli v koruzo ob morebitnem neuspehu na razpisu tem, ker smo se zdaj prijavili, čeprav trdno upamo v to, da bomo s projektom uspeli in čeprav smo tudi res vložili ogromno energije in znanja v pripravo projekta, vendar pri vseh projektih, pri vseh razpisih, ko kandidiraš, moraš imeti tudi kanček sreče in ta včasih pride, včasih pa ne. Tako da pomembno je to, da pri projektih ne obupaš, da jih vedno znova prijavljaš in mi smo v tem res vztrajni in lahko rečem tudi zelo dobri, saj tako nam priznavajo drugi, kajti poskušamo oziroma smo z evropskimi sredstvi pridobili veliko sredstev preko evropskih razpisov in bomo seveda s tem tempom tudi nadaljevali v prihodnje. Izvolite. Super, najlepša hvala za vaše odgovore. Dela v dvorcu Rakičan je torej veliko imate pripravljenih še idej. Želimo vam uspešno izvedbo. Seveda, imamo veliko idej. Vabim pa tudi vse gledalke in gledalce, da nas tudi obiščejo. Imamo še seveda številne možnosti sodelovanja, predvsem se želimo še dodatno promovirati oziroma prikazati kot gostiteljska organizacija za razne rojstne dneve, slavja, birme, konfirmacije. Sobote, kot rečeno, imamo polne. Tudi v naslednjem letu za recimo poroke. Medtem ko pa ostali dnevi, naša grajska dvorana, naš šotor, ki je res čudovit, pa je več ali manj še prost. Tako da za kakšne tovrstne slavja smo vedno odprti in vedno najdemo neko rešitev za vse naše obiskovalce in to tudi iskreno vabim, da nas obiščete, se pogovorite z nami za kakšne želje posebne in smo seveda odprti za različne opcije, različne možnosti pri nas v dvorcu Rakičan. Super, najlepša hvala. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku v Goričku namerili 24, v Lendavi 22, v Murski Soboti in Radencih pa 25 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 16, dnevne pa okrog 32 stopinj Celzija. Do sobote zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije in sredi dneva povsod ponehale, najkasneje na vzhodu. Razjasnilo se bo, zapihal bo severnik. V nedeljo bo sončno, predvsem na vzhodu bo še pihal severni veter.
Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 15 do 18, čez dan pa od 25 do 32 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nas videnje do jutri.